Lep pozdrav, pa začnimo. Jaz ostajam doma, upam, da tudi ti. Začnimo z osnovami za nekoga, ki v bistvu teniškega loparja veliko še ni držal v rokah. Potrebujete samo lopar, primemo ga s kontinentalnim prijemom kot kladivo, gremo v osnovni položaj, z drugo roko ga čvrsto držimo spredaj in to je v bistvu takšen osnovni položaj, ki ga morate zavzeti. Ta roka nam pomaga, da lahko obrnemo lopar na forehand prijem ali pa na backhand. Se pravi, v bistvu naredimo mi poskok, zasuk z nedominantno roko in že imamo pripravljenega v zasuku. In to isto, poskok, zasuk z drugo roko in imamo pripravljenega za backhand. Sedaj potrebujemo žogo. Bomo naredili eno vajo za prilagajanje na žogo, za nekoga, ki še ni tako veš tenisa. Se pravi, kar s kladivom prijemom, čeprav smo prej rekli, da je treba lopar za forehand obrniti, s kladivom prijemom, žogo si vržem dovolj visoko in jo odbijam pred sabo nad višino glave, vidite. To je dovolj, lahko delate to v garaži. Pomembno je, da grem s koleni pod žogo in jo odbijem nad višino glave in imam s tem občutek. Lahko to delam tudi na drugi strani, z backhand strani, delam to ob strani, ne delam pred sabo, da bi lahko to žogo potem tudi odbil. Takole, pa še tretja vaja, navezuje se na prejšnjo vajo. Odbili bomo enkrat navzgor in potem v steno in zopet navzgor in potem naprej. Če lahko vmes, ko odbijete navzgor, še spremenite prijem in odbijete tako v steno, da spreminjate, da vadimo te prijeme, spreminjanje prijemov. Ponovadi nam to pomaga sicer leva roka, je še toliko boljše. In gremo. Odbijamo navzgor, spredaj, odbijamo čez, odbijamo navzgor, prijem in čez, odbijamo navzgor. Vidite, imamo samo pred sabo, vadimo, da je pred sabo, potrebujete samo steno in žogco. Takole, to so bile današnje vaje. Zelo pomembno je, da jih delate z občutkom, da poskušate imeti žogo pod kontrolo in da naredite kar se da veliko ponovitev. Pazite pa, da vas ne bi začela boleti roka, ker seveda ni navajena teh gibov. Sploh naslednji dan lahko malce čutite, da bi roka postala težka, ampak nič za to, to je šele prvi dan, spremljajte nas zopet jutri, do takrat pa ostanite aktivni, ostanite doma in bodite zdravi. Lep pozdrav!